Lepo pozdravljeni! V tem kratkem videoposnetku vam bomo pokazali, kako deluje aplikacija Loris, jezikovni svetovalec. Loris je še rosen mladenič, kar pomeni, da se bodo v bodoče nekatere stvari še spreminjale. Vse dodatke in dopolnitve vam bomo v takšni video obliki predstavili tudi v bodoče. Na zaslonu lahko vidimo aplikacijo. Na levi strani imamo zelo strnjena navodila za uporabo. Spodaj levo imamo povezave do spletišč in e-pošt Centralnega urada avtonomne dežele Furlanija Julijske krajine in Slovenskega raziskovalnega inštituta Slori. Glavnino prostora na zaslonu zaseda besedilno polje, v katerega lahko tipkamo ali prilepimo besedilo. Denimo, da smo v urejevalniku besedil napisali krajši tekst, ki ga želimo preveriti. Besedilo označimo, držimo levi klik miške in označimo, ali besedilo kar v celoti označimo z bližnjico Ctrl in A. Nato ga kopiramo, desni klik kopiraj ali z bližnjico Ctrl plus C in ga nato prilepimo v Lorisa. Desni klik prilepi ali z bližnjico Ctrl plus V. Ko bomo kliknili na tipko Loris svetuj, bo Loris besedilo pregledal in nam prikazal nasvete obarvano. Pomen barv lahko kadarkoli preverimo v stranskem meniju na desni. Vijolična barva predstavlja besede, ki jih slovenski pravopis označuje kot nepravilne, prepovedane in odsvetovane, ali jih slovenski oblikoslovni leksikon smatra kot potencialno težavne. Sinje modra označuje pojave jezikovnega stikanja med slovenščino in italijanščino ter italijanska zemljepisna imena za kraje, ki imajo slovensko ustreznico. Zeleno barvo nam Loris svetuje, katere sopomenke lahko uporabimo. Vsi morebitni zatipki se bodo označili rdeče. Rožnato bodo obarvane nepravilno vstavljene ali manjkajoče vejice ter popravki nepravilne uporabe rodilnika in tožilnika ali napake v rabi dvojine in množine. Trenutna iteracija Lorisa besedila procesira lokalno na napravi uporabnika. Če procesiranje traja predolgo, lahko omejimo število znakov, ki jih bo Loris pregledal, kar bo pohitrilo postopek. Še en način, kako lahko Lorisa pohitrimo ali ga zgolj omejimo glede na to, kakšne nasvete bi si želeli, je z vklapljanjem ali ugašanjem kategorij, ki jih bo pregledoval. Pred vsakim svetovanjem se lahko odločimo, katere popravke želimo vključiti. Če se želimo sredotočiti samo na pojave stikanja, odznačimo vse razen sinje modrih kategorij. Če si denimo želimo samo popravke vejic in sklonov, označimo samo rožnate kategorije. Zdaj, ko razumemo pomen oznak, se vrnimo nazaj na naše besedilo. Kliknemo na gumb Loris svetuj. Loris si bo vzel nekaj sekund, da naše besedilo analizira in premisli, kako nam bo svetoval. Sedaj lahko vidimo, kako je Loris označil naše besedilo. Če želimo podrobnejšo razlago in razčlembo, se lahko z miško pomaknemo nad oznako. Loris nam bo v oblačku prikazal njegovo razlago za popravkom, obenem pa je v meniju na levi na voljo več podatkov. Sedaj lahko besedilo popravimo. Z miško se pomaknemo na rdeče počrtano besedo, ki nakazuje napačno črkovanje. Odprl se bo oblaček, v katerem bomo imeli možnosti, da lahko besedo zamenjamo. Pravilno besedo kliknemo in Loris jo bo zamenjal. Enako velja tudi za naslednji primer. Za primer toponimov imamo pravilno izpisano slovensko obliko. Lahko dvokliknemo na besedo, jo kopiramo z bližnjico Ctrl+C, besedo označimo in jo zamenjamo tako, da prilepimo Ctrl plus V. Nato preverimo prve sopomenke. Ker nam ustrezajo, jih spustimo. Pomaknemo se naprej. Imamo pojav stikanja. Kot mesečni abonma je mišljena mesečna vozovnica za avtobus. Enako kot prej, kopiramo, dvokliknemo in prilepimo. Nadaljujemo. Vzeti avtobus. Tukaj lahko popravimo, da smo si želeli iti na avtobus. Tukaj najbrž manjka vejica. Z miško kliknemo Vstavi vejico in Loris bo vejico vstavil. Imamo primer, ki je odsvetovan po slovenskem pravopisu. Avtobus, ki obratuje na liniji, lahko vidimo, da avtobus vozi na izbrani liniji. Ponovno imamo primer toponimov, Duino in Gorica, lahko zamenjamo za Devin in Gorica. Imamo še en primer stikanja, tukaj smo mislili šofer, in imamo težavno sklanjanje moškega imena, Gvida oziroma Gvidota. Več o tem lahko vidimo tudi v stranskem meniju, nas bo Loris speljal na podstran, kjer je teoretsko pojasnjeno, kako se pravilno sklanja. Pri tem primeru lahko ponovno zgolj kliknemo, Loris pa bo besedo zamenjal.
Sopomenk ne bomo zamenjali, ker nam ustrezajo. Umaknemo se na naslednji primer, SMS-a zamenjamo na pravilen zapis. Tukaj le zamenjamo za pojasniti. Za nuditi pomoč pa imamo recimo primer, ki se tudi izpiše na stranskem meniju. Nuditi pomoč, pomagati. Spremenimo v in mi pomagati. Naslednja vejica je v redu, saj tako paše v e-mail sporočilo. Pred naslednjim popravljanjem lahko ugasnemo sopomenke in Lorisa prosimo, da nam še enkrat svetuje. Besedilo je zdaj popravljeno. A to še ni vse. Loris vsebuje še povezave do drugih koristnih vsebin. Te najdemo na vrhu desno. Od desne proti levi, prva povezava vodi do zvezka normiranih terminov, ki je terminološka zbirka nastala v okviru delovanja Centralnega urada za slovenski jezik pri deželi Furlaniji, Julijski krajini. Po zvezku lahko tudi iščemo. Naslednja povezava vodi nazaj na portal Jezik na klik, ki je vozlišče orodij in portalov, med drugim tam domujeta tudi naš Loris in zvezek. Povezava o Lorisu vodi na podstran, kjer lahko preberemo več o orodju, o tem, kako deluje, o novostih na portalu, predvsem pa lahko dostopamo do zbirke primerov, denimo zemljepisnih imen in imen prebivalk in prebivalcev teh krajev. S klikom na napis v zgornjem levem kotu se ponovno vrnemo na orodje. Zadnja povezava pa je morda tudi najpomembnejša. Loris se neprestano razvija, mi pa si želimo orodje oblikovati v povezavi z vami. S klikom na napis Predlagajte boste dobili dostop do strani, kjer nam boste lahko poslali primere zamejskih izrazov, kaj pomenijo, kako se uporabljajo in podobno. S tem nam boste zelo pomagali, saj bomo lahko hitreje pripravili gradivo, ki odraža dejansko rabo jezika. Ne vidimo ure, da dobimo vaše predloge. Upamo, da vam bo Loris dobro pomagal. Vsekakor pa bo s časom in z vašo pomočjo vedno boljši. Hvala za pozornost.